zagon in obratovanje v letošnji poletni sezoni, predvsem zagotovo potem tudi v zimski sezoni, pomeni samo prvi korak, da se je vzpostavilo stanje, ki je že nekoč tukaj na Kaninu bilo in da potekajo že tudi razmišljanja, pogovori in načrti, kako skupaj z italijansko stranjo urediti, obnoviti, modernizirati celotni kompleks. Jaz sem prepričan, da bo to zagotovljeno tudi iz sredstev Evropske skupnosti in zagotovo ne iz naših domačih. Gotovo je za takšne zelo velike projekte, tudi infrastrukturne projekte, kar pri nas Žičnici so sredstva državi predvidena tudi lahko v okviru Junckerjevega sklada, kjer je najnižja vrednost prijavljenega projekta 30 milijonov evrov, to bo zagotovo več, ampak za ta sredstva se bo potrebno najprej dogovoriti z Italijani, potem v okviru naših ministrstev, zagotovo pa je to projekt, ki bo kandidiran na ta sredstva. Kot smo že najavili, je danes nek poizkusni simbolični zagon za preizkuse in CKP bo dan v uporabo koncem naslednjega tedna, se pravi tam 4. 5. avgust. Ostali odseki pa v odvisnosti od preizkusov, najkasneje pa nekje do 20. avgusta bo odsek v celoti tudi seveda za uporabo. Urnik bo enak, kot je bil v preteklosti, se pravi začetek v 7. uri in na to vsako uro v poletnih mesecih, verjetno tudi še septembra. Odhod z Kanine pa se bo prilagajal seveda razmeram pa osvetljenosti, kajti krožno-kabinska v mraku ne more biti. No, glede na to, da je precej odvisno od vremena, je to en pomemben faktor, vendar glede na to, da je destinacija v tem trenutku polna, računamo, da v avgustu in septembru, pa eventualno še kakšen teden v oktobru, lahko kar precej potnikov zvozimo, mogoče celo kakšnih par tisoč. No, če bo sneg na vrhu, glede na to, da zasneževanja nimamo, računamo seveda, da čez 1. decembrom že začnemo obratovati, odvisno pač od snežnih razmer. Celotno smučišče moramo zaključiti do 30. septembra, taka pogodba je med nami in ministrstvom. Glede na to, da zdaj krožno-kabinsko dajemo v pogon, ne vidimo nobene zadrege več, da bi tudi ostale sedežnice in manjšo vlečnico sposobni do termina, za katerega imamo seveda pogodbo. Glede na podatke, tudi na predhodne študije, ki so se nekako kar ujele, govorimo o izgubi destinaciji med 5 in 6 milijoni evrov, kar pomeni, da smo z enim vložkom dejansko rešili enoletno sezono na tej destinaciji. In če obratujemo vsaj 5-6 let, preden zgradimo neko nadgradnjo te zgodbe, smo verjetno tudi kar zmagali. Predvsem smo pa z obnovo Žičnice nazaj smo tudi, da se hoteli obnavljajo, da se hoteli